No, čas je za Avenijo plesa z Rokom in Varjo. In prav zanima me, kaj boste danes plesali. Bo to salsa, bo to bachata, bo to baccara, bo to tango, kaj bomo spoznali. Spustimo se v Avenija plesa, kajti ples je življenje in življenje je ples. Pozdravljeni, dragi gostje, v plesni oddaji Avenija plesa. Tokrat sva ponovno z vami Varja in Rok, z novimi gosti in novim plesom. Izvoli, Varja. Hvala, Rok. Danes bova pa v oddaji pozdravila en prav poseben par, in sicer Katjo Završnik in Nejca Zupana, ki nam bosta predstavila prav posebno zvrst plesa, a ne? In to je swing. Je tako, no, pozdravljena. Zanima me, kar takoj grem na prvo vprašanje, ker sem zelo firpčna. Koliko dolgo že plešeta in s čim sta pravzaprav začela? Živjo. Jaz plešem že v bistvu od malih nog, od kar sem bila 5 let stara, me dala mama zaradi viška energije v plesno šolo in rekla, tu imaš. In od takrat naprej v bistvu plešem skozi. Začela sem, kot sem rekla, z otroškimi plesi, potem sem plesala akrobatski rock and roll 10 let, poleg tega sem imela balet, jazz balet, latinsko-ameriške, standardne, sodobni ples, ustavila sem se pa pol pri swingu. No, to me je pa nekako potegnilo toliko not, da še zdaj to počnem v bistvu. Ja. Najprej lep pozdrav obema, lep pozdrav tudi vam, gledalci in gledalke. Jaz nimam tako bogate plesne preteklosti kot Katja, sem pa večinoma časa v svoji osnovni šoli in srednji šoli preživel na odrskih deskah po raznih gledaliških skupinah in tam sem se pa tudi posledično srečal z sodobnim plesom, fizičnim teatrom. Je pa res, da je imel oče doma ogromno zbirko plošč, veliko džeza in to kombinacija tega in kombinacija dejstva, da sem videl koncem osnovne šole film Otroci swinga, to me je toliko pritegnilo, da sem rekel, da če bom kdaj v življenju kaj plesal, resneje bo to swing. Nisem si pa nikoli mislil, da bomo šli tako daleč s tem plesom. In potem sta zaplavala v učiteljske vode. In katere plese poučujeta? V učiteljske vode sva zaplavala bolj kot ne po sili razmer. Ena kolegica je naredila plesno šolo, jaz sem plesal, predvidevam, da tudi Katja, zelo podobno, oba dva sva plesala bolj za gušt, se reče. Sva hodila ven, po žurih, se družila s prijatelji in potem, ko je interes po swingu postal tako velik, da je začel primanjkovati pedagogov, obstoječih, ki jih ni bilo veliko takrat, so se pa tudi mi odločila, da se bova stvari bolj posvetila in začela raziskovati in začela tudi resne učiti. Tako da zdaj učiva po Sloveniji, po raznih festivalih, delavnicah in včasih naj jo povleče tudi v tujino. Ja, jaz res, tako je Nejc rekel, silom prilike začela učiti. V bistvu, mi sva zmagala 2007 na enem tekmovanju v tujini in so naj povabili učiti. Jaz takrat nisem učila, zares. Jaz sem hodila ven na žure, meni je bilo to super plesati, sem imela drugo službo, ampak sem nekaj, okej, Nejc, ajde, gremo tujino, festival, gremo malo plesati, malo še zaslužimo zraven, zakaj pa ne. Nejc je takrat že na veliko poučeval, tako da za njega je bila to mala malca, moja prva učna ura je bila pa katastrofa. Sploh zato, ker je bila v tujini in v angleščini, se pravi, je jezik, ki ni tvoj. Meni je tako bilo to, da stojim pred ljudmi, ki jih ne poznam in jih moram nagovarjati z nečim, to je bilo, bog ne daj, nočna mora, ampak nekako smo zgurali zadevo, bolj Nejc kot jaz. Ampak potem sem se nekako navadila, no, vedno več je bilo teh festivalov, delavnic, poučevanj in v bistvu me kar posrkalo not in naenkrat sem se pač mogla odločiti, ali nadaljujem službo, ki sem imela, ali tisto pustim, pa grem full time kot učiteljica plesa. In sem mislila, okej, ajde, bomo plesali 1 leto, 2, pol gremo pa nazaj. Ja, 12 let kasneje, evo nas. Sta še zmeraj v plesu, a ne? Cel čas že omenjamo besedo swing, ne? Kaj to pravzaprav je swing? Dajte nam to malo razložiti.
Swingom jaz osebno opisujem eno ogromno skupino plesov, večinoma vsi so družabni plesi, ki so se plesali med obema svetovnima vojnama in takrat, glede na to, da je bil ples ena najbolj pogostih načinov zabave, je bilo v Ameriki, odkudar ta ples prihaja, praktično je imelo vsak kraj, če ne že vsaka četrt, je imela svoj stil. Ljudje niso toliko potovali med kraji, so pa ogromno plesali. No in mi danes poučujemo tako rekoč različne stile iz tega obdobja, nekatere, ki so se obdržali na površju, nekatere, katerih se ljudje še vedno spominjajo, nekateri, večinoma jih je pa po moje tudi padalo v pozabo. In pod to besedo swing predvsem spadajo plesi, ki se plešajo na jazz glasbo. To se mi zdi, da je ena najbolj pomembnih stvari, ker vsakič ljudje hitro povežejo swing tudi z glasbo in tako je. Če te glasba kot jazz, kot swing všeč, potem je veliko možnosti, da ti bo tudi kateri izmed stilov, ki se pleše na to glasbo, všeč. Ja, jaz bi samo dodala še to, da večina plesov, ki jih danes plešemo, to je Lindy Hop, recimo je najbolj popularen, Balboa, tudi Shag, to so večinoma bili plesi, ki dejansko niso bili tisti, ki so bili najbolj popularni v plesnih dvoranah. To so bili, tudi ni nujno, so bili zares družabni plesi. To so bili plesi, ki so obstali zaradi tega, ker so na filmu. Se pravi, mi vidimo in vemo za te plese, ker so pač na posnetkih, ampak to so bolj ali manj nastopi, kakšni šovi, včasih tudi tekmovanja. In to ni družabno, to je vse koreografija. Ja, ampak zdaj v sodobnem času se je pa to zelo spremenilo, ne? Ja, mi smo iz tega v bistvu naredili družaben ples. Je pa res, da tega, ki je Nejc rekel, vsaka četrt skoraj je imela pa svoj ples, ampak to je bilo en osnovni korak, ena variacija in to je to. To so plesali od kar so se rodili dokler niso umrli med sabo. In večinoma najbolj popularen ples dejansko je bil foxtrot v Ameriki skozi. Pač, če pogledaš posnetke, fotke, vsi so bolj ali manj v zaprtih držah, ker valjda so hoteli čim več ljudi nafilati v plesno dvorano. Ja. Foxtrot je bil pač najbolj popularen ples v Ameriki, ne pa Lindy Hop, tako kot recimo morda ljudje mislijo danes. Ne. Čeprav je pa definitivno najbolj atraktiven, to je pa res. Ja, ja, ogromno omenjata tujino, se pravi, tudi učita v tujini skupaj na razen, kako to Majčkam povejte o tem. In tako sem rekla, mi smo prvič, ko sva učila, je bilo v tujini. In jaz še zdaj večinoma delam v tujini v bistvu. Po festivalih, po delavnicah. Imam pa doma tudi eno skupino svojih tečajnikov, ki me spremljajo že ful let, 10 let. Večinoma pa učim doma solo jazz, ki je pač ples, ni ples v paru. Izhaja iz istih korenin, je pa zelo dober, rečemo, pripomoček k temu, da spoznaš svoje telo in ti pomaga tudi v plesu v paru. No. Je pa tak, lahko si ga narediš kot žur, lahko si ga narediš kot vadbo, lahko si ga narediš kot nekaj, kaj ti da pol, ne vem, kvaliteto gibanja, v glavnem lahko si ga narediš čisto po svoje. No. Ja, v tujini pogosto učiva skupaj, ampak oba dva imamo srečo, da imamo tudi, so spoznala v tem obdobju učenja tudi druge partnerje, ki prihajajo iz drugih koncev sveta, ki znajo tudi druge stvari, tako da imamo srečo, da lahko učiva tudi z drugimi partnerji, tako Katja kot jaz. In kot zanimivo zgleda na to, da v Sloveniji že zelo dolgo nismo učila skupaj, večinoma samo v tujini, bo zdaj upava prilika, da ravno tu v vašem studiu, našem studiu, se bova skupaj stopila na plesen pod in ljudje naučila, kar znava. Če prav razumem, sta na začetku svojih karier skupaj učila, potem zdaj nekaj časa ne v Sloveniji in zdaj na novo bo to nekaj. Da, večinoma so učila skupaj v tujini, doma niti ne, ker doma sem jaz učil v eni plesni šoli, ona v drugi, medtem, ker sva se pa najdla, ker so bila oba dva najbolj izkušena, sva se pač najdla v tujini in tam uspešno delala. Dokler naj ni delo in praktično uspeh, ki so ga imela, povlekla tudi v druge smeri in sva začela sodelovati z drugimi partnerji in partnerkami. Edino, kdaj sva poučevala v Sloveniji skupaj, je bilo na festivalih, ki so bili tu pri nas doma. Takrat pa ja. To je bil tisti, ko so vsi rekli, Nejc pa Katja učita skupaj, gremo. Vsak, da upajmo, no, da bo to
In zdaj fajn bo to vaba. ponovno priložnost za vse, ki imajo radi swing in vse gledalce tudi, a ne, da si pogledajo, kako zares gleda swing z Katjo in Nejcem. No tako, mi smo že pogreli in pripravili naše plesišče, katerega bosta pa še dodatno zažgala, ne, naša Katja in Nejc. Izvolite. Fantastično, to sta bila Katja in Nejc s swingom. Takole približno izgleda swing v paru, zdaj pa si bomo pogledali skupaj z njima še osnovne korake. Super. Katja zmeri rada reče, da osnovni koraki pri swingu so praktično tako, imajo tak ritem kot večinoma vseh državnih plesov, ki so se plesali v tem obdobju. In mi mu dostikrat rečemo quick, quick, slow. Kako to izgleda, quick, quick, slow? Gremo rikvert. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Super, torej če gre z levo, mora iti potem tudi z desno. Če to skupaj narediva in se vam jaz obrnil proti vam, ona vam bo pa pokazala hrbet. Grejo še enkrat isto, kar ti preštej. 5, 6, 7. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick. Če štejeva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Zdaj pa, ker veva, da je težje plesati na enem malem mestu, vas bova hkrati pozvala, da se s tem ritmom premikate tudi rahlo levo in rahlo desno. Se pravi, vsakeč, ko boste naredili slow, boste malo stopili v stran. Takole nekako. 5, 6, 7. Quick, quick, slow. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. In Katja ravno kar dela zelo eno zanimivo stvar. Ohranja isti ritem, hkrati se pa začela gibati po prostoru. In to bi bilo super, če tudi vi probate. Se pravi, ohranjamo isti ritem, hkrati pa smo nekaj časa na mestu, se mogoče lahko premaknemo levo in desno in konec koncev lahko tudi zakrožimo. In to nam bo super prav prišlo, ko bomo enkrat plesali dvoje. Gremo probati še enkrat. 5, 6, 7. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ena stvar, ki je zelo pomembna in ki vam lahko pomaga, da držite dejansko ta ritem, je, da ohranjamo, mi temu pravimo bounce. Ja, se pravi, ritem znotraj telesa. Tudi takrat, ko stopimo dol, pa nikamor ne stopamo, imamo še vedno ritem v telesu. Se pravi, ne zmrznemo, ja, tako mi temu rečemo, ja. Ni zmrzal, ampak ohranjamo ta bounce. No, super, tole zgleda kar živahno, a ne? Več o tem bouncu in pa o swingu pa po oglasih. Evo, mi smo nazaj z oglasov v Aveniji plesa, z vami pa Nejc in Katja in swing. Dajmo zdaj malo več povedati o tem našem bouncu, o plesu samem, kaj se dogaja. Izvolite. Ja, končali smo pred oglasi z omembo tega bounca. Kot smo rekli, to nam pomaga vzdrževati ritem, da ohranjamo, se pravi, glasbo v sebi. Ja, rečemo temu tako. Kako zdaj skreirati ta bounce? Najlažje je do tega priti, če dvigujemo pete od tal. Ja, pete od tal in seveda delajo tudi kolena, ja, ampak važno je, da niso samo kolena, ampak da imamo to fleksibilnost tudi v gležnjih. Ja. Glede na to, da plešemo na relativno hitro glasbo, je najslabše, kar lahko naredimo, je, da se parkiramo na petah. Tako da pri nama pete skozi komunicirajo s tlemi. Medtem, ko težišče, kot je omenila Katja, pa ohranjamo bolj na sprednjem delu stopala. Ja. Pa dajmo ponoviti. Ja, dajmo se spomniti našega osnovnega koraka, pa hkrati dajmo se spomniti bounca, ki ga je Katja ravno kar omenjala. Gremo kratko. 5, 6, 7 in quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Če štejemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Jaz imam pa še eno vprašanje zdaj tukaj. Povej. Vidim, da vsak svojo nogo začenjata. To pomeni, da je osnovni korak ne glede na to, katera noga je ali Zdaj, ko se učimo osnovnega koraka, res ni važno, s katero nogo začnemo. Ko pa enkrat stojite zraven partnerja, pa tako v osnovi definiramo, na kateri nogi imamo težo in v najnem primeru, če se takole obrneva, pa se obrneva proti vam, bi jaz zaprosil Katjo, da ima težo na zadnji nogi. To bo njena leva in moja desna. Kar pomeni, da tista noga, ki je frej, s tisto nogo lahko začne v osnoven korak. Da to, kar spravo nazaj v osnoven korak. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Quick, quick, slow, quick, Na quick, začetku slow. zavajo, lahko gremo desno-levo, ja, se odpiramo v eno stran in v drugo stran. Ja. Pa, tu, kaka, tu, ta, ta. Če se obrnemo še s hrbtom proti vam, 5, 6, 7 in quick, quick, slow, quick, quick, slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdaj pa, če ohranjamo, se spomnite prej, ko smo omenjali rotacijo, če ohranjamo ta ritem, se lahko skupaj lepo zavrtiva za en krog. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. In greva v krog, quick, 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 slow. In še enkrat, basic in krog. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ko gremo v krog, se pa drživa, se pravi plesalci z desno, plesalke z levo, ja, tu v krog in pa stojim tu spredaj. Tako, kar malo klasično. Če ste kdaj plesali kakšne klasične plese, je taka drže kar pogosto. Ja, čeprav, dostikrat boste videli pri swingu, sploh pri Lindy Hopu, recimo, se uporabljamo tudi tole držo. Predvsem takrat, ko gremo v odprto držo. Ja? Aha, se pravi, če smem še eno vprašanje tukaj. Drži se menjata iz zgornje v spodnjo. To je tako pomembno, kar si zdaj vprašal. Ja. Pa dajmo še to razložiti. To je našim ena taka gledalcem. zelo fina stvar, ki se mi zdi, da tudi Naja s Katja ves čas naj vabi nazaj k swingu in to je ta neprestana dinamika odpiranja in zapiranja. Se pravi, smo lahko plešemo kar dolgo samo v zaprti drži, lahko pa pride do priložnosti, kjer smo v odprti in prehajava skupaj na razen, skupaj na razen. Zato se nama zdi, da swing ves čas nekako diha. Ja, in ko smo zaprti ponovadi, imamo to držo, ja, se pravi nekje okrog ramen, ko smo pa odprti, pa okrog centra, ki ga lažje bolj kontrolirati. Super, seveda zaenkrat smo se naučili naš osnoven korak. Jaz mu osebno kdaj kar rečem metulj, zato ker se nekako gibava z ene strani na druge in se odpirava. Še vedno ohranjamo isti ritem. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Druga stvar, ki smo se jo naučili, je bil naš krog. Se pravi basic in naš krog. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. S tem, da osnovni korak pri krogu še vedno ostaja identičen, Ja, identičen ritem. pri tvojem metulju. Metulj. Zdaj pa glede na to, da imamo osnoven korak, pa imamo krog, je se mi zdi tudi čas počas, da prijemo odprto držo. In ne boste verjeli, ritem bo ostajal enak. Bom pa probal na en tak zelo hecen način prelisičati Katjo. Najprej se bom postavil tako, kot da hočem iti v krog, v naslednjem trenutku jo bom pa spustil v prazen prostor. Bova to pokazala takole majčkam počez. A ima to tudi kakšno posebno ime, tale figurca, ne? Če se prav spomnim. Ja, tale figurca bo pa swing out. To Ja. je eden izmed prvih swing outov, ki so bili na filmu. Ja, se pravi, prvič, ki je bilo na filmu, v teh časih je bilo zanimivo, ker so večinoma vsi plesali odprti drži. In kar naenkrat zaprti. In kar naenkrat se je zgodilo, da so pristali v odprti. In to je bilo kar fascinantno za tiste čase. Za nas je to nekaj vsakdanjega, takrat je bilo pa to wow. Ok, najn basic, oziroma najn metulj, najn krog in najn swing out, kjer se postavim pred Katjo, ampak jo pa spustim v prazen prostor. Ni treba nič ekstra delati, ja, samo spustite in to je to, kje končamo, ja, zares. Se pravi, ko imamo krog, imamo toliko ene centrifugalne sile, da v trenutku, ko jaz Katjo spustim, pristane v odprti drži. In ne rabim nobene dodatne sile, nobene moči, Katja pa seveda tako kot vedno ohranja svoj lep ritem. Pokažemo še enkrat vse tri stvari skupaj. Imamo najn basic, najn krog, pa najn swing out. Ja, koraki so skozi isti. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Dostikrat boste slišali tudi rock step, ja, temu tudi rečemo rock step, Ja. ker zibamo, ja. Kot tudi pri salsi, najbolj tudi zibamo, ja, oziroma mambo tudi. Vsi ti plesi imajo neko skupno točko, no, s temi zibalnimi koraki.
V glavnem to skozi ostaja isto, skozi metul, skozi krog, skozi swing-out. In potem zanimiva stvar je, ko smo enkrat prišla v odprte držo, prej smo govorili o tem, kako swing lahko diha, potem lahko delamo swing-oute enega za drugim, kar pomeni, da greva iz odprte v zaprto in nazaj v odprto. In temu se reče ali swing-out ali lindy turn, oziroma je bolj kot ne isti gib, zelo podoben gib, ampak z istim ritmom. Zdaj pa mogoče še čas, da to probamo po glasbi, a ne? Dobra ideja, Rok. To pomeni, da moram jaz dati glasbo gor. Tako je. Okay. Evo nas. Spomnite se naš metul. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Krog. 3, 5, 6, 7. Še enkrat. In swing out. 1, 2, 3, 5, 6, 7. In zdaj gremo iz odprte nazaj v odprto. Ta odprta je lahko tudi malo manj odprta, ni treba pretiravati. Ja? Se opravičujem. Ja? Lahko pa, če vam to gre, odpirate na veliko. Ja? In ko smo enkrat v odprti, moramo nekako tudi priti nazaj v zaprto. To se mi zdi, da je tak element, ki ga moramo še omeniti. Zato, da lahko vse skupaj potem plešemo in prehajamo svobodno iz odprte v zaprto. Jaz bom dal pauzo. Super, stvar je spet zelo enostavna. Ko smo enkrat v odprti, najbolj pomembno je, da ko vmes pridemo v zaprto držo, plesalke potem ne spustimo več. Bistvenega pomena pa še vedno, da ohranjamo isti ritmičen vzorc. Quick, quick, slow, oziroma če ga štejemo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Če smem še to, se pravi to štetje, ki ste ga zdaj omenila, ima kakšne pauze vmes? Quick, quick, slow se zdaj malo drugače kot štetje samo, dajte mogoče še o tem kaj povedati. Ja, načeloma lahko šteješ tudi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, in zamolčiš. In spet smo pri salsi. Ja. In zamolčiš tiste štirke pa osmike. Ja. S tem, ki prej smo rekli quick, quick, slow, to pomeni, da imamo 2 hitra koraka in 1 počasen korak. Sprav, če hiter korak traja 1 dobo, to bi bilo tole, quick, 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 quick. Potem počasen korak traja 2 dobi, bi šlo tako nekako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 in tako naprej. In pol, ko daš to skup, ta ritem pri nas, ta moment je quick, quick, slow, quick, quick, slow. Se še enkrat na hitro to spomnimo. Ja. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Najbrž, če gremo malo v zgodovino, doskrat boste slišali tudi ime two-step. Two-step so vsi plesi, ki so kombinacija quick in slow. Ključno z mambo, salso in vsemi. Če slučajno slišite one step, pomeni, da plešete ples, ki ima samo 1 korak. Ali samo slow, ali samo quick. Tako. Špica. Ja. Gremo ja pokazati ta najn krog, oziroma kako prideva iz odprte drže nazaj v zaprto. Če bi to swing out, quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Bom zdaj Katjo ujel in jo potem ne bom več spustil. In kar naenkrat prideva v osnovno pozicijo, odkoder greva lahko nazaj v tako zvanega metulja. Ali v krog. Ali v krog. Se pravi, tisto, kar si morate zapomniti, če zdajle vztrajno plešete doma v dnevni sobi, da imamo tako rekoč 2 možnosti. Ali smo v zaprti ali pa v odprti poziciji. In tista tretja zanimiva možnost je te čudoviti prehodi, kako priti iz zaprte v odprto in kako priti iz odprte nazaj v zaprto. Jaz bom ta moment rekla, da v bistvu lahko iznajdete svoje možnosti, kako priti skupaj razen obdržite ritem. Ja, če obdržite ta pravi ritem, pol smo na dobri poti. Ja. Super. To pomeni, da smo si zdaj ogledali čisto osnove swinga v solo in v paru, a ne? Ok, zdaj pa predno zaključimo našo oddajo, še ena malenkost in sicer Jeruzalema challenge, ki jo bomo vsi skupaj zaplesali zdaj, se pravi Varja, moja malenkost in Nejc in Katja. Jerusalema, hija ya lami.